Sedaj pa lepo pozdravljam tukajšnjega župnika gospoda Jožeta in morda bi na začetku se nam malo predstavili, kje ste pravzaprav preživeli otroška leta, kako ste začutili Božji klic, kje ste bili kaplan, čisto na kratko. Ime ste že povedali, Jože, pišem se Šumen, doma sem župnije Križovci pri Ljutomeru, torej Prlekija. V tistem času, ko sem bil v otroštvu, nisem veliko razmišljal o duhovništvu, potem pa je bilo v času, ko sem bil nekje v poklicni šoli, takrat sem začel malo resneje razmišljati o tem, čeprav sem poklicno šolo še vsem dokončal in ko sem končal tudi tehniško šolo, sem se odločil za vstop v bogoslovje. Bogoslovje sem obiskoval najprej v Ljubljani, potem še v Mariboru zadnja 3 leta. Leta 1982 sem bil v Mariboru posvečen. V tistem času bogoslovskih let sem imel kar nekaj stikov z misionarji, zato sem tudi mariborskemu škofu povedal, da je želja naših misionarjev v Kongu, takratni Zair, da se jim nekoliko pridružim, takrat bil sem opačni Kone. Škof je pa želel, da sem vendarle nekaj časa v domovini kot kaplan, tako sem 2 leti deloval v Zrečah. Po tistih 2 letih pa sem se podal v Belgijo na pripravo, ki je trajala približno 1 leto, potem pa sem 15 let deloval v Zairju oziroma današnjem Kongu. Kdaj ste pa prišli v tole župnijo Slivnica pri Mariboru in morda komu je tale župnija posvečena? Ja, zdaj bo kmalu 6 let, torej ko sem se vrnil iz Konga, sem prišel sem, takrat je ravno tudi umrl tukajšnji prejšnji župnik in sem ga tako rekoč samo nasledil. Ja, zame je to bilo seveda novo, ker v 15 letih se je marsikaj spremenilo, tudi Slovenija se je osamosvojila, tako da sem prišel v drugo državo, čeprav svojo domovino, in je marsikaj bilo drugače. Že sam način dela je moral biti nekoliko drugačen, kot sem bil prej navajen, ker se tudi miselnost ljudi nekoliko spremenila. Nekoliko pa sem bil seveda navajen na delo z ljudmi v Afriki, kjer je bilo področje dokaj veliko, bi rekel več kot tukaj današnja ena dekanija, približno 30 vasi, tukaj pa seveda ena župnija, ki šteje koliko 8 vasi, pa so ljudje seveda strnjeni in čutijo, da je tukaj en center, župnijska cerkev je le središče, kjer je dogaja vse skupaj na enem kraju iz vseh vasi. To je bila ta sprememba, pa sem se nekako s pomočjo domačinov uvedel. Bi morda za naše gledalce pod poti morda povedali, koliko imate otrok pri veru, koliko je obiskovalcev svetih maš, pa morda katere službe zastopajo lajki, ki so verjetno tudi v župniji potrebni. Ja, župnija šteje čez 6500 ljudi, torej vsi prebivalci. Župnija ima tako rekoč 2 dela. En del je tukaj od ranč Slivniškega pohorja preko Radizela, Črete, Hotinje, Orehove vasi, do letališča, potem pa na drugi strani letališča so še 3 vasi, Dravski Dvor, Skoke in Dobrovce, ki so nekakšna zaključena enota ob cerkvi na Dobrovca, kar imenujemo naša podružnica. Dogajanje je seveda najprej verouk za otroke, potem pa seveda bogoslužje ob nedeljah. Okrog 250 otrok približno obiskuje vsako leto verouk. No, s temi otroci tudi skušamo pripraviti enkrat na mesec mašo, ki jo otroci bolj oblikujejo. Seveda, takoj, ko smo začeli z delo z otroci, sem takoj videl, da je tu eno pomanjkanje kadra, predvsem mladi sodelavci, ki bi lažje sodelovali z otroci. Tako smo potem nekako začeli zbirati ravno tiste
mlade, ki so končali Birmo, osnovno šolo, nekaj takega jedra je pravzaprav že bilo. In iz teh vrst je zdaj kar precej mladih sodelavcev. Potem pa so tudi odrasli sodelavci, to so člani župnijskega sveta in bralci Božje besede, nekateri tudi pripravljajo uvode. Potem pa seveda tisti, ki skrbijo bolj za delo, gospodarski svet. Tako rekoč na vseh področjih imamo sodelavce in so kar aktivni. Moramo našim gledalcem tudi povedati oddaje Pot-poti, da pravzaprav današnji obisk je v bistvu, bomo si po tem intervjuju ogledali tudi po tej oddaji, tudi oratorij 2007, to je ena lepa prireditev, katera je prišla z vami, da mlade spodbujete. Vidim, da vas mladi imajo radi, da so nasmejani in verjetno je mladi rod potrebno pravzaprav nekdo od starejših voditi, kajti mladina je verjetno dobra v tistem jedru. Ja, zdaj, če se osredotočimo ravno na delo z mladimi, v resnici smo usmerili več naših moči v delo z mladimi, kakor delo z odraslimi. Predvsem zato, ker računamo, da mladi ljudje se še oblikujejo in še potrebujejo tako spodbude strani odraslih, kako tudi medsebojno spodbujanje v skupini. Zato imamo za otroke, ki se pripravljajo na Birmo, vsaj 3 duhovne vikende, ko gredo v drugi kraj, pogosto je to Brinjeva gora, včasih tudi Homc pri Slovenj Gradcu ali Primož na Povru ali Rdeči breg. Vsekakor lokacijo menjavamo, koliko se le da, da otroci doživijo tudi lepoto različnih krajev. In na teh vikendih se učijo nekako tisto versko vsebino, katere se naučijo teoretično pri veruku, tam prenesti v življenje s skupino. In seveda, da ne bi potem vse ostalo pri tistih duhovnih vikendih, ki so samo 3-krat, oziroma 2-krat na leto, 3-krat v skupini, jih skušamo tudi nekako zaposliti v času počitnic. Zato imamo, pred 3 leti smo začeli z oratorijem, katerega so otroci kar sprejeli za svojega. Letos je bilo že čez 50 otrok in temu vzamemo tisto, kar je pripravila skupnost Salezjancev, oratorij, ki se izvaja pravzaprav v vseh župnijah v Sloveniji, kjer oratorij izvajajo. Letošnji oratorij je tako zbral približno 20 mladincev, študentov, dijakov, ki so pripravljali program in potem tudi izvajali. Tako so bili ti mladi sodelavci na nek način že sami po sebi v izpopolnjevanju samega sebe in potem tudi pomagali mlajšim. V času počitnic se mi zdi, da je to pomembno tudi, da otroci vidijo, da vendarle morajo biti kristjani vedno in povsod, ne samo v času šolskega leta. Letošnja tema je bila na temo Bobri, poznamo slovenskega pisatelja, in ob tej temi Bobrov so otroci odkrivali duhovne vrednote. Najprej tu ime. Imam ime, Bog me kliče po imenu, vrednote kot poštenost, delavnost, potem tudi stik z Bogom, molitev in tukaj je bilo tudi lepo poudarjeno v tem programu domovinske vrednote, da se vendarle zavedamo, sedaj še posebej, ko smo v Združeni Evropi, da ne pozabimo biti Slovenci. Ta program tako nekako povezuje vsakdanje življenje z molitvijo in z prijetnim druženjem. Vsak dan je bilo poleg molitva katehez tudi kar precej zabavnega. Mislim, da je prav, da bodo kar več naši gledalci videli po tej naši oddaji, spoznali vašo mladino oziroma vaš utrip, mladinski utrip župnije in tudi ostale. Bi pa še mogoče preden končamo oddajo
podali našim gledalcem po celotni Sloveniji in tudi izven nje preko svetovnega spleta. Mogoče duhovno misel na svet za naše gledalce, morda tudi povabilo, ko potujejo ob tej avtocesti, da vas obiščejo po kakšni sveti maši, oziroma morda drugo leto si pridejo pogledati tudi tale oratorij. Ja, oratorij sva menda kar nekoliko predstavila. Mislim pa ne bi bilo prav, da če ne bi omenil tudi naše mladinske glasbene skupine SI, ki sedaj deluje že 2 leti. Zbira, torej združuje 7 mladih pevcev, pevk in glasbenikov. Okrog te skupine se je prav tudi zbralo kar nekaj mladih. Ob tem pa seveda to ne bi moglo teči naprej, če ne bi imeli primernega prostora. Ker so odrasli imeli veliko posluha, gospodarski svet in prav vsi farani, smo začeli z obnavljanjem stavbe, ki jo imenujemo Maranata. Upam, da jo bodo naši gledalci lahko malo videli. Prihodnji teden bomo začeli s fasado. Spodnje prostore pa jim kar nudijo nekaj zavetišča in prostora, kjer lahko delajo. In ta glasbena skupina kar pogosto sodeluje pri svetih mašah, pa tudi na raznih prireditvah v kraju, ne bodo to občinske ali krajevne prireditve. Kar pogosto pa so jih povabili tudi, da so sodelovali pri kakšnih porokah. To je to. Vsako leto pa imamo seveda župnijski praznik, ki ga bomo imeli tudi v teh dneh. Jutri bo zunanja slovesnost današnjega praznika Marijinega rojstva. In to je trenutek, ko se naša župnija res zbere, ko jo damo ljudem tudi možnost, da se med seboj pogovorijo in tudi utrdijo medsebojno poznanstvo ali pa navežejo še kakšna nova. Ja, v tem času, ko imamo ta župnijski praznik, bi res želel, da bi naši gledalci, pa vsi ljudje dobre volje, ozrli pogled na Marijo. Marijo, ki je na zunaj tako preprosta, tako malo imamo povedan o njej posebnih dejanjih, vendar je tista njena notranja odprtost poslušati Boga in dati svoje sposobnosti na razpolago Bogu. Včasih se ljudje trudijo, kaj bi storili, da bi bilo za njimi morda kaj zanimivega, da bi morda tudi zgodovina lahko kaj o njim povedala. Najbolj se človek uresniči, ko izvršuje Božjo voljo. Zato je pa treba prisluhniti kot Marija, tišini. Pa tako bi prav lepo pozdravil naše poslušalce, naše gledalce po svetu, pa vsem želim tudi vse lepo duhovnega miru pa veselja. Spotovče, jaz se vam v svojem imenu, v imenu naše televizije in v imenu naših dragih gledalcev zahvaljujem za te lepe misli, bogate napotke in vam in tudi vašim župlanom želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro in Bog daj, da gredo stvari tako naprej. In hvala za sodelovanje. Hvala lepa. Hvala. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, zahvaljujem vam se za ogled oddaje. Pišite nam še naprej tako zvesto na elektronski naslov pod@planet.si. Še naprej tako dober sprejem in želim vam obilo Božjega blagoslova in hvala za pozornost. In sedaj se bomo še pogledali panoramo oratorija 2007. Na kolišču ostrorogega jelena. Danes so z vami jezerna roža in ostrorogi jelen.
Sedaj vam bova predstavila, kako je potekal dan na oratoriju. Začeli bomo prvo, kako je potekal dan. Se še spomnite, kako je potekal dan? Kaj smo najprej naredili? Najprej smo dvignili zastavo in potem smo zapeli Ostrorogovo himno. Nato je sledila molitev. Po molitvi smo se vsi skupaj preselili na kolišče Ostrorogega jelena, kjer smo si ogledali zgodbo. Po zgodbi pa smo imeli kateheze. Sedaj nam bodo pa na kratko predstavili kateheze. Vsak dan po molitvi smo se razdelili po skupinah za kateheze. Skupine so bile sivi, beli, rjavi in črni bobri. V katehezah, ki so bile središče oratorija, smo pobliže spoznali Boga in vrednote ter se tako po igrah in nalogah v skupini učili živeti za življenje. Vsak dan smo imeli tudi novo vrednoto, ki smo jo spoznali. Ime, narava, spoštovanje, molitev, domovina in povezanost. To so bile kateheze. Po katehezah pa je sledil kratek premor, tako bomo tudi zdaj naredili in zapeli skupaj nekaj pesmi. Živel je Ostrorogi jelen, imel štekane sanje, ga potopil vse volanje. Preklopi sanje na dejanje, saj pa se ti ni treba nič. Jezus ti pomagal bo, da vse kul bo. Potila ven in spleten je, preudaren pa pošten, slabo z dobrim vrača ven, sanje uresničile so se. Preklopi sanje na dejanje, saj pa se ti ni treba nič. Jezus ti pomagal bo, da se kul bo. Zato tudi ti, bodi takšen kot je on, uresniči svoje sanje in preklopi na dejanje. Preklopi sanje na dejanje, saj pa se ti ni treba nič. Jezus ti pomagal bo, da vse kul bo. V premoru pa so sledile delavnice. Sedaj nam bo ta naša dva bobra predstavila, kako so te delavnice potekale. Delavnice so bile TV bobri, izdelava piščali, izdelava zmaja, peka kruha, glasbena delavnica. Ostale delavnice so še bile skavtska delavnica, bobri telovadje, domovinska delavnica, risanje na les, izdelava lestve, poslikava kolišč, izdelava peščenega bobra, svetopisemska in izdelava kamnitega orodja. TV bobri. Pri delavnici TV bobri smo vsak dan snemali povzetke o vsakodnevnih delavnicah in pri vsaki delavnici naredili intervjuje. Bobri telovadje. Pri športni delavnici smo se najprej zelo dobro razmigali, potem smo se postavili v krog in razdelili v dve skupini, ter se igrali raznorazne igre. Čali še s kosilom. Po kosilu pa so sledile velike igre. O velikih igrah pa nam bosta povedala druga dva bobra. Grki. Pri Grkih smo postavljali karte v hiške, metanje žogic v vedro, igranje križec-krožec, sestavljanje slik in lovljenje. Imeli smo tudi vodne igre. Vlečenje po mokri in spolzki foliji,
Nosili smo lončke z vodo na hrbtu in vodni baloni. Pri poti preživetja smo hodili po blatu, kotalili smo se po foliji in reševali uganke. Pri lovu na jelena smo postavljali kolišča, metali kocke, lovili ribe in prehodili reko. Tukaj pred sabo pa vidim jaz veliko še ostalih bobrov, ki ste tudi sodelovali na oratoriju. Vi ste pridružil kdo na odru nama, pa nam malo povedal, kako ste se počutili? Pa vidim, da ste vsi ful navdušeni. Tam recimo Katarina, mogoče bi ti prišla kaj povedati? Že tretjič na oratoriju in vsakič je bilo ful vrej in seveda bom tudi prihodnje leto sodelovala. Ja, jaz sem pa letos bil odgovorni animator v bistvu za oratorij. Sem vodil animatorje, pa smo pa skupaj tudi animirali na oratoriju otroke. Jaz sem tudi leto že tretje leto animator, pa ne vem, jaz upam, da je bilo v redu, ker pač zdaj letos govorim tudi stališča voditelja, pa upam, da so se imeli fajn otroci. Zdaj upam, ni noben prid nič povedati, tako da ne vem. Ja, upam pa tudi, da bo drugo leto oratorij ponovno še boljši, da še bo vas več otrok, da se še boste bolj fajn imeli, pa da bomo uživali. Na moratoriju nekako vse. Vas, letošnje bobre, pa vabimo animatorji, da se nam pridružite še naslednje leto, na naslednjem moratoriju, pa tudi vsem staršem tukaj, da tiste otroke, ki še niso bili na oratoriju, da jih spodbudite in pripeljete naslednjo leto, pa se vidimo pol drugo leto. Koga pa zanima, pa tudi naše male bobre, pa imamo letos pripravljen CD in DVD, ki ga lahko tamle kupite pri vidu. Stane pa 3 evre. Tamle na naslednjem kolišču pa poteka tudi razstava, kjer si lahko ogledate malo, kaj smo počeli na delavnicah, kako smo si krajšali čas, pa lepo vabljeni tudi tja, da si malo ogledate. Zapeli ves dan, vso noč, ste za? Ja, valjda ste. Dan, vso noč, angeli bije nad menoj Gospod. Ves dan, vso noč, angeli varujte me. Sonce kmalu bo zašlo, angeli bije nad menoj Gospod. Uvaj me do noč, moj Bog, angeli varujte me. Ves dan, vso noč, angeli bije nad menoj Gospod. Ves dan, vso noč, angeli varujte me. Če ne bom dočakal dni, angeli bije nad menoj Gospod. Reši mojo dušo len, angeli varujte me. Ves dan, vso noč, angeli bije nad menoj Gospod. Ves dan, vso noč, angeli varujte me. Ves dan, vso noč, angeli bije nad menoj Gospod. Ves dan, vso noč, angeli varujte me. Že mora biti nekdo kriv, potem so to krivi tisti, ki so rekli, da so za to, da organiziramo oratorij. To so pa naši otroci, ki v poletnih mesecih nimajo pravzaprav kaj dosti početi. Tukaj so pa naredili verjetno veliko dobrega, saj so napolnili svoja srca s pametnimi idejami. In to je bil tudi naš namen. Ja. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali, vsem, ki ste podprli in vsem, ki se pripravljate že za naslednji oratorij. Hvala lepa. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo vas
pozdravljam sinice in še naprej. Od vas pa se poslavljava Jezerna Roža in Ostrorogi jelen. Ja. Poseben pozdrav Silvoni in ostareli. Povabim vas sveti maši v Gosilnici pri Mariboru. Mašuje pomožni Maribor dr. Peter Štunt z domačimi župniki, Jožefom in duhovniki.
spoštovani gospod župnik, prav prisrčna hvala za ta lep sprejem in pozdrav. Prav tako hvala predstavnicam župnijskega občestva. Predvsem pa pozdrav vam, dragi brati in sestre, ne samo župljani, tukaj župnije, ampak romani, Devici Mariji. Kot je že omenil gospod župnik, je jutri obletnica mojega škofovskega posvečenja in prav geslo, ki sem se ga izbral za to pot, je s teboj, Mati Marija. Zato sem tudi roman skupaj z vami o Materi Mariji v priporočilu in prošnji za pomoč in blagoslov tudi za moje pastirsko delo. Vsak izmed nas je prinesel v to svetišče pred ta Kristusov oltar prošnje svojega srca. Podarili jih bomo bodisi kot molitev, tudi kot stisko, kot zahvalo, ali pa hkrati tudi kot priporočilo. Obžalujmo do začetku te svete daritve vse naše grehe in slabosti, da bo Bog sprejel ta dar svete naše. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešila, v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega poslušanja in slabega storjenja. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Svetega za Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, bogati grešnega očeta. Usmili se nam, Mogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi
Iz tebe mi izide on, ki naj vlada v Izraelu. Njegov izhod je od nekaj iz dni starodavnosti. Zato jih izročil oblast drugih do časa, ko porodnica porodi in se ostanek njegovih bratov povrne k Izraelovim sinovom. Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo, z veličastjem imena Gospoda svojega Boga. V miru bodo prebivali, zakaj je raztegnil odslej svojo oblast tja do koncev zemlje. Tak mir bo Božja beseda.
dragi bratje in sestre, pred tednom dni so naši otroci mladi pričeli novo šolsko učno leto. Vsi se na začetku tega leta sprašujemo, kaj neki bo iz teh otrok. Vemo, da so cilj vzgojiteljev prav zadovoljni otroci. Če v duhu prepotujemo 2000 let nazaj, se tudi lahko vprašamo, kaj sta se spraševala starša Joachim in Ana o njunem otroku Mariji. Pred da se je Bog lahko pozoril na devico Marijo in si jo izbral za mater, je ta gotovo morala zoreti že v zgodnjem otroštvu. In to v kreposti. Kajti Božja milost lahko deluje le pri človeku, ki ima vzgojeno vest in je sposoben krepostnega življenja osredozirati. Veliki starši in vzgojitelji lahko s svojim plemenitim poslanstvom, ki ga preveva vera, dobesedno spreminjate družbeno ureditev in ji dajete novo kvaliteto, med otroke vzgajate ljubezni do Boga in bližnjega. Kaj neki Bog iz otrok in mladih? Večkrat se sprašujem, koliko staršev se danes zavestno odloča za vzgojo, ki bi pa njihovega otroka usmerila v ponižnosti in skromnosti. Glejte, miselnost Boja za obstoj je odcepila misel mnogim, da mora biti njihov otrok prvi, boljši od drugih, samozavesten pri dokazovanju svojih sposobnosti. Čim več mora imeti in znati, da bo upoštevan med vrstniki. Danes taki pretirani samozavesti ali samopomembnosti ne rečemo več tako, da jim besedi se izgubimo. Sveta Tereza Reviska pa je dejala, ponižnost pa je vendar resnica. To pomeni sposobnost poznanja, da če smo odvisni od Boga, smo svobodni. Odločitev, da v naši življenje slavo Bogu pomeni, da se ne bomo obali spoznanja resnice v sebi, ponižnosti bomo lahko storili ljubeči poved Boga, se osvobodili od priznanja ljudi in njihovega mnenja v nas. In v tem je prava svoboda. Čim manj bomo odvisni od tega, kako svet gleda na nas, tem več veselja bomo našli pogledu Boga. Glede vse zgodovini od naših prvih staršev, Adama in Eve naprej, obstaja en sam problem, boj med naduhom in ponižnostjo. Naduh nas od Boga obdeluje, ponižnost prideluje. Ponižni smo lahko samo, če smo prevzeti od Boga. Jezus nam je dejal zelo konkreten recept. Učite se od mene, ker sem kontant. V srcu ponižen, prinašali boste počitek svoje duše. To je Bog, ki je svet prestiža, oblasti, moči in slave nikdar ni prenesel. In zato je Jezus moral na križ. Tudi mati Marija je postala lahko Božja mati, ker se je Bog ozrl na njeno nizkost, ponižnost, torej ne na njene kvalitete, zasluge ali brezgrešnost, temveč na njeno nizkost, zaradi katere je lahko postala ljubljenka nebeškega očeta, ki jo bodo obladovali vsi rodovi. Vemo, da smo trenutno Slovenci kar precej razdeljeni na področjih ideje, moralne in tudi nacionalne vizije. Oprostite, meni se kar zdi, da smo včasih kot otroci predstavnikov, ki si sprotjen drugemu pokiramo gradove iz peska. Več uničimo vodstvo veseli. Ne moremo in nočemo najti skupnih nacionalnih interesov, predvsem ne zmoremo stopiti na pot narodne sprave. Po osamosvojitveni vojni nismo bili več zložni nobene stvari. Dogovarjamo smo se še
najpomembnejša kvaliteta, ki bo določal preživetju nauka ali z njegova izolacija. Ker usmiljenje ureja družinske odnose, plemeniti zakonske vezi, med sosedmi podaja pravičnost, soglasje, ter preprečuje spore in sovraštvo. Usmiljenje omogoča življenje med nami. Tako bi se najmati, ki ima srce polno usmiljenja, odločila za slov otroka, ki ga nosi pod srce, tudi če je zvedel pomen otrok pulsu za obstav in trajno bolan, mu bo zaradi usmiljenega srca podarila življenje. Nemogoče je, da bi mladi usmiljenega srca zaničevali in zastrahovali starejše in bolne ljudi, ki jih imajo doma. Nemogoče je, da bi sosed usmiljenega srca na sodišču tožalil drugega soseda. Nemogoče je celo, da bi zakonec usmiljenega srca ne odpustil so zakoncu, tudi greh nezvestobe. Tako kot usmiljenje kvaliteto meja medsebojne odnose, lahko spreminja tudi civilizacije. Brate in sestre iz zgodovine dobro vemo, da je Kristusova usmiljena ljubezen, ki se je na svet razvila iz križa, spremenila pravno urejeno in tako presrčno rimsko civilizacijo v nov družbeni red, ki mu še danes pravimo krščanska Evropa. Ta sicer sedaj peša, ker se je odrekla krščanskim vrednotam in zavredla v brezbožje. Ampak proces razkristjanjenja traja že stoletja. Zdi pa se, da sedaj dobiva zaključek. To je kot vlak, ki se je znašel na koncu proge in ne more naprej, ker proge več ni. Mi, kristjani, moramo sedaj ta vlak, naše, narodne, pa tudi svetovne zgodovine speljati na drugo pot. To je pot usmiljene Božje ljubezni. Samo usmiljena Božja ljubezen omogoča v svetu solidarnost in enotnost. Bratje in sestre, po 11. septembru 2001 doživljamo neke vrste vojno stanje vsega sveta, ker svetovni terorizem je na pohodu. Danes zjutraj sem poslušal po radiju, Al-Kaida je Afriki zopet udarila 50 mrtvih. Vsak dan podobna poročila. Ampak boj proti zlu tukaj ne pomaga, ne jeza, še manj duše. Potrebno je najprej, zdi se nenavadno, ampak tako kot so delali naši starši, predvsem ostali starši, veliki babice, moliti za zdravo pamet. Usmiljenje, solidarnost in enotnost. Čeprav bomo morda prepričani, da molitev nima neposrednega vpliva na razvoj dogodkov v svetu, pa v naših deželjih in družinah, pa sem trdno prepričan, da ima izjemno moč. Molitev, to je duhovna sila, je moč duha, ki premaguje sovraštvo v srcih in na svet kliče delovanje in milost Boga. Medtem nekaj, če se mnogi, celo organizacija, kot je Al-Kaida in podobno, znajo povezati med seboj za sovraštvo, razprtije, vojne, ali pa razne korporacije dopridobivajo dobička in bogatstva. Zakaj se, brate in sestre, mi kot kristjani ne bi še bolj povezali, primer molitvi rožnega venca za naš osebni in narodni blagor? To je molitev, ki prižiga v svetu in preganja trgu. Zato smo postali v srednjem veku pred Turki, tudi v teh 60 letih vojno ohranili vero in leta 1991 s to molitvijo mnogih v našem narodu dočakali samostojno Slovenijo. Vse vemo, da nebesa na zemlji ni samo mogoča. So odgovorni, da po svojih početih prispevamo, da bomo vsemu med nami čim več lepega in božjega. In to izkustvo moramo danes in jutri posredovati otrokom in mladim, če hočemo za njih lepo prihodnost.
skrb Matere Božje za nas in se glasi: spomni se opranila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je po tvoje varstvo pribežal. Tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, Devica in Mati. Tebi pridem in pred teboj vzdihujoč grešnik klečim, nikar ne zavrsil Mati besede mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen. Vjerja Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnega nebesnega, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega in Evropskoga našega, ki je bil spočet od svetega Duha, rojen iz Marije Ceste, krvjo na Poncija Pilata, križem in krvni razlog, še prek narodnega zastav, še v nebesa sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, podobno prišel svoje življenje naprej. Najbolj svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo srednikov, odpuščanje grehov, naše spremenje in grešno življenje. Bratje in sestre, Bog, ki nas je poklical v življenje, skrbi za nas. Po krstu nas je sprejel za svoje otroke in nas povezal v župnijski družini, da bomo mogli rasti prijateljstvo z njim in med seboj, ga sedaj prosimo. Vse verne si združil eno cerkev in mu zaupal vodstvo papeža. Pomagaj njemu in vsem škofom, da bodo vodili cerkev v tvoji volji in modrosti. Prosimo te, usliši nas. Za našega škofa Petra, ki obhaja obletnico škofovskega posvečenja, Gospod, podpiraj ga in srečuj ga pri njegovem odgovornem delu. Prosimo te, usliši nas. V novem šolskem letu 20 pri dobivanju splošnega znanja tudi pridobiva tako modrost pri veru tudi naš. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosim od tebe, da bi se mladi svetno pripravljali na družinsko življenje in vedno živeli v povezanosti s teboj. Prosimo te, usliši nas. Varuj in vodi osamljene, da ne bodo zapadli v ampak so zaredili to prijateljstvo in varstvo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za vse, ki vodijo javno življenje, da bodo uspešno gradili svet prijateljstva in medsebojnega spoštovanja. Prosimo te, usliši nas. Nekateri naši plavani, sorodniki in prijatelji danes zaradi bolezni ne morejo biti z nami. Naklonjim telesno zdravje, posebej pa jim pomaga ohraniti trdno vero in upanje na večno srečo. Prosimo te, usliši nas. Trajne plavane in vsa umrla sprejme vedno srečno vesti. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, ki nam vedno podeljuješ, kar je za naše srečanje najboljše, usliši tudi te naše prošnje, saj verujemo Mate in te slavimo v Kristusu našem Gospodu. Amen. Amen.
tvoji svetniki, posebej po prazniku rojstva Blažene Device Marije, poveličujemo tvojo dobroto z njenim slavospevom. Zares velike reči si storil po vsej zemlji, v vseh časih izkazuješ svoje usmiljenje, ko se so vzal na mesto svoje dekle in po njej dal svetu grešenika, svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Po njem volijo tvoje veličanstva angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti skupne veselje tvojemu. dediščino s svojimi izvoljenimi, najprej
papeža Benedikta, našega nadškofa Franca, škofa Petra in Jožefa, veškopovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj in privedi sebi in tudi vse svoje razstropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo, naše rejne brate in sestre, rejne starše, rejne oslavka, mir v materi, da mi giba na pripušta te starše in družbi. Dajte in vse, ki so se v tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. O Kristusus, Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, občinstvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Bog vedno stori tisto, kar je dobro za nas. Včasih tega ne znamo storiti, ker nam skrb za zemeljsko srečo zamegljuje misel na večnost. Da bomo znali sprejemati Božjo voljo kot Marija in tudi v težavah reči: Oče, zgodi se tvoja volja, sedaj iskreno molimo, kako nas je učil Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bo tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmerjeno pomagaj, da se bomo varovali greha in odpovati pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glede naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, nepovedno z nami. Ko pridemo v naše matere, domov, ob njenem rojstvenem dnevu prenesemo darilo in zaželimo zdravje in sreče. Tako tudi danes, rojstni dan Matere Marije, podarimo njej z stiskom roke, simbolično našemu bližnjemu, prav našo medsebojno solidarnost, usmiljenje. Kako storimo? Yeah.
Sveta Marija, milostava, slavni vodec, dovolj ljubje. To je torej Sveta Maša, direktor školovega starševa, sestre Marice in Štefko in Draža Karabriča. To je sredo, Sveta Maša Olga Vlog, Marija Cvetko in Teresijo Kračilo. To je četrtek, Sveta Maša Odranskega Baka, starševa Sraznih Boga. To je petek, raznih pomišljenja Svetega Križa, Sveta Maša Marajne Dovajeve. V soboto žalostno na Roča, Sveta Maša Alvina, Alvino in Marijo Timec. Prihodne nedelje, pa 24. zavadno nedelja, Sveta Maša Odlosti za življenje in parade, Slovenajski za rejne in druge. Na dobro skrbo Sveta Maša četrtek popoldne ob 5. za služje in vračanje z naših ljudi. V petek Sveta Maša Alvine in v soboto za Angelina Osmina, prihodne nedelje po 9. uri Sveta Maša Roberta Oso. Pa del torej bo v našem domu Maranata predavanje na temo depresija bolezni mladega časa. Predavalo bo zdravnik, specialist, psihiater, kot je bivše, lepo vabljen v predavanje. Prihodnji teden, torej naslednji 18. naprej bomo začeli z veruko. V teh dneh pa prosim tudi starše, da prijavijo otroke, urnik, da lahko otroke prijavite na takih tudi župninskem listu. Ta teden pa bodo sončni žarki imeli prvič svoje vaje v Maranati v četrtek, 13. septembra ob 18. uri. V četrtek ob 20. pa tukaj še v naši župninski cerkvi koncert, v lokalni skupini Zrač, a kapela na vašem špeljaniških koncertu z dobu predvidel krajevnega praznika in skupnosti Slivnica. Birmanci pa prosim, da pridejo tukaj v Slivnici v sredo po pouku, ker se moramo dogovoriti določene stvari tudi za Sveto Mašo, ki je pomenili v nedeljo. Na Dobrovca pa Osmirator, da Birmanci pridejo v četrtek po 16. v učilnico. Sedaj po Sveti Maši bomo počastili Jezusa 20. sakramente, ki je izkoristili blagoslov. Potem pa tako vabljeni, da bi prišli tukaj v Italija, da bi podali tudi vaš dar za Maranato in predali, da začnemo z Psalmo. Prosim, tudi tiste možje, ki pripravljeni, imajo čas in moči, da bi pomagali v delu, prve 4 dni, torej ponedeljek, četrtek, bodo na delo zidani, ki potrebujejo vsaj 3 ali 4 pomočnike. Vaš naš dan, ovo danes tukaj prevodali, ki je bilo za Komunsko Dobrovico, kratko se lahko osebno srečate z našim škofom. Po Sveti Maši, da povabimo vsi, ki ste tukaj, da ostanete na dvorišču. Tam nam bo najprej naša prohodna skupina predstavila nekaj plesov, potem pa naša glasbena skupina SI, ki predstavlja dovoljno ritmično glasbo. V tistem času pa je tudi naša Karitas, Slovenska Karitas, organizirala srečo lov, srečo 102 evra za delanje vse. V tistem času pa je tudi primerno, da nam zdravite celo na razpolago, pa tudi popravite kakšno prijateljstvo ali pa ustvarite novo prijateljstvo z našimi parami, ki morda poznate samo večno ali pa še sploh ne poznate. Na razpolago so tudi razvednice na digitalnem hodu, lahko jih date sami in seveda podate primerno vsoto, kako je označeno. Po koncu tega slovesnega bogoslužja pa se želim iskreno zahvaliti gospodu škofu. Iskrena hvala gospod škof, da ste z nami spregovorili svojo besedo. Iskreno se zahvaljujem v vodni skupini Vodnjivska Zorec, skupine Vasinki,
ki nas je na to bogoslužje pripravila zgradbo že pred mašo in nas bo spremljala še posebej za pozneje. In vsem drugim, ki ste sodelovali v bogoslužju ali tudi zunaj, tako da ste prispevali tej slovesnosti. Vsi dobrodošli tudi na druženju, vsem Bog povrni za vaše sodelovanje, pa vsem želim prijetno praznovanje. Amen.
in ga vsaka